Zdravo, nahajamo se v glavni pisarni Olimpijskega festivala in z mano je vodja prostovoljcev Katja Žižek. Katja, pozdravljena. Zdravo. Mene zanima, kako je biti vodja prostovoljcev. Zelo zanimivo in zelo pestro. Ampak imam super ekipo, 14 mentorjev, ki koordinirajo prostovoljce, potem imamo 3 koordinatorice prostovoljcev, tako da smo se skupaj super zorganizirali in uspešno rešujemo vse izzive. Kakšni so pa njihovi največji izzivi? Trenutno so njihovi največji izzivi, kje najti pravo postajo, da se odpeljajo do prizorišč in do nastanitev, ampak verjamem, da bomo to danes, ko se bo vse začelo zares rešili. Dali smo jim res vse potrebne informacije, ampak pač malo so še zmedeni, ker so pač prvič v Mariboru, tako da s tem smo se zadnje dni največ ukvarjali. Drugače pa nekih večjih izzivov nismo zaznali. Koliko pa je prostovoljcev vseh? Prostovoljcev, jaz mislim, da nas je zdaj že več kot 800, ker v zadnjih dnevih se jih je še kar nekaj prijavilo. Od tega imamo 192 prostovoljcev iz tujine, tako da smo res ena velika pisana druščina iz cele Evrope. Kakšni so vaši trenutni izzivi? Trenutni izzivi, kot sem omenila, je, da prostovoljce res informiramo, kje so avtobusne postaje, ker v tem smo se ubadali res zadnja 2 dni. Drugače pa načeloma v našem oddelku vse poteka tako, kot smo si zamislili. Malce smo utrujeni, ampak to bomo tudi zdaj, to smo vedeli, da nas čaka veliko dela, tako da zaenkrat moram reči, da razen res teh avtobusnih postaj in prevozov poteka delo gladko. Kako ste pa zadovoljni z prostovoljci? S prostovoljci smo pa res zelo zadovoljni in zelo sem vesela. Iz vseh strani dobivam informacije, da so pridni, delavni, nasmejani, pripravljeni pomagati, tako da res mislim, da smo zbrali super ekipo in da bomo izpeljali ta festival do konca, tako kot smo si zamislili. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za pogovor. Z veseljem. Z menoj je tudi eden izmed mentorjev prostovoljcev, Žiga Majcen. Žiga, zdravo. Katero področje pa je tvoje? Jaz pokrivam področje odnosov z javnostmi in pa medijske storitve. Torej sem eden izmed 13 mentorjev prostovoljcev. Kako pa je delati s samimi prostovoljci? Pa delo s prostovoljci je v bistvu zelo zanimivo, ker je to pač delo z ljudmi. In pač pri delu z ljudmi moraš biti malo pozoren na to, ker vsak človek je drugačen, se moraš posvetiti njim. Drugače pa meni osebno je delo s prostovoljci zelo fajn, zabavno, super so. Kakšne so pa tvoje naloge? Moja prvotna naloga je v bistvu, tako kot že pač pove, mentor prostovoljcem. Torej pač, če sem njihov mentor, v bistvu skrbim za njih, zato da se v bistvu v času festivala oni tukaj počutijo dobro, da v bistvu imajo urnike takšne, da gre njim skozi to, da ne delajo več kot 8 ur, da so naspani, da so obveščeni s temi informacijami, ki morajo biti. To so v bistvu te moje prvotne naloge. Kdaj pa si prevzel to funkcijo? Jaz sem prišel na to funkcijo dokaj pozno in mene so zaposlili z 1. junijem. Istočasno, kot se je formiral v bistvu celoten oddelek odnosov z javnostmi in pa medijske storitve, tako da od takrat naprej jaz delam. Zanima pa še, kakšni so nekateri izmed tvojih izzivov? Ja, izzivi so. Največji izziv so ti tuji prostovoljci, ki imajo že ogromno izkušenj, ker so sodelovali že na večjih festivalih in njih moraš v bistvu veliko bolj navdušiti na to, jim dati še neko dodatno delo za to, da jih v bistvu vzdržuješ v tem slogu, ki ga že imajo. Oni so v bistvu zelo navdušeni, da so pri nas. Oni bi delali tudi več kot 8 ur, če rečem tako. Tako da pač to je en izziv, da jim v bistvu povem, da pač bodo delali tudi neke pomembne funkcije, ki so jih že delali, da se bodo imeli fajn. Izziv je pa tudi, so ti novi prostovoljci, ki pa mogoče nimajo izkušenj in jih je treba uvesti in povedati, kaj je treba delati. In ja, v bistvu na koncu potem pride ena taka super zgodba. Ali imaš še kakšno zanimivost? Ja, najbolj me je presenetilo v bistvu to, da ko so tuji prostovoljci začeli prihajati v Slovenijo, so bili tako zelo neučakani, da so, kljub temu, da so imeli že napisan urnik, točno kdaj bodo delali, so prišli predčasno in spraševali, a je treba kaj pomagati, a lahko pomagamo, a je kaj takšnega, kar lahko naredimo. In
malo smo bili presenečeni vsi, ne samo jaz, kako jim dopovedati, da v bistvu smo naredili urnik za njih vnaprej, zato da pač delajo toliko, da se imajo še fajn tukaj med festivalom. In ja, nekaj smo se potem mogli malo podružiti z njim, oziroma smo se radi podružili z njimi, tako bom rekel. Ja, tako da to je ena taka zanimivost, ki se je zgodila tukaj. Najlepša hvala, Žiga, da si vzel čas. Hvala. Pogovor pa zaključujemo tudi z nekaj vtisi naših prostovoljcev. Sem Lan Portir, prostovoljec iz področja PR in medijev. Bilo je tako, da sem dobil priporočilo prav za to področje in v bistvu me je zelo pritegnilo, tako da sploh nisem razmišljal o drugih področjih in sem se prijavil. Pa se mi zdi neprecenljive izkušnje, ogromno novih spoznanstev, širjenje, v bistvu neke podporne mreže. Imamo predvideno, torej 8-urni delovni čas, potem seveda lahko gremo domov, ampak v bistvu imamo ogromno nekih aktivnosti v sklopu prostovoljcev, v bistvu nekih delavnic in mi je vse to zelo fajn. I'm Charlotte Sengré from France. I am a handball coach and in this event I work in PR, media. My first expression is about the opening ceremony. It was my first time for me and to see all people together, it's very amazing and I hope this can be happen all the time because this is the life to be together all the time, yes. Jaz sem Rok, sem v bistvu iz okolice Maribora. Delam zdaj na področju logistike kot prostovoljec. Prijavil sem se pa zaradi tega, ker se mi event kot sam zdi zelo zanimiv, zelo veliko je in se počuti dobro biti del nekaj takega. Ja, danes sem se v bistvu udeležil gimnastike, me že nekaj časa zanima, pa sem hotel probati. Pol se bom pa tudi udeležil predavanj za zdravo življenje, ker se mi zdi zelo uporabno, torej prehrana, prevencija poškodb, vse to se mi zdi zelo dobro za celo življenje, da znaš. Z mano je koordinatorica izobraževalnih vsebin za prostovoljstvo Tanja Weber. Tanja, pozdravljena. Zdravo. Mene pa zanima, ali ste že kdaj sodelovali kot koordinatorica podobnih vsebin na kakem drugem festivalu ali kje drugje? Sem večkrat, imam že tako skoraj 10 let podobnih izkušenj, ampak vse v precej manjšem obsegu. Tako bi rekla, da do 50-60 prostovoljcev ja, ampak je bila ta razlika, da je bila to ena lokacija, tako prostovoljci so bili, če ne drugega, bližje en drugemu in tako da je bilo to za mene čisto nekaj drugega. Pa tudi prvič sem se srečala s tem, da je prišlo toliko tujih prostovoljcev, torej da smo vse namestitve, vse ostale stvari urejali, tako da ja, je bila ta za mene to ena nova izkušnja, kako predati te vsebine nekih pravic, odgovornosti prostovoljstva, etičnih kodeksov, kako to predajati naprej. Kako bi pa opisali vaše delo? Veliko sedenja za računalnikom in veliko tabelic in priprav, ampak tako največ sem delala z našimi mentorji prostovoljcev, supervisorji, kot jim rečemo v angleščini, da so bili oni pripravljeni na svoje delo, da so znali urnike pripraviti, da so se oni vsi izobrazili, kaj to pomeni prostovoljstvo, na kak način delati z ljudmi, kako pripravljati vse skupaj. Tako da nekaj tega, nekaj tudi direktno s prostovoljci. Recimo, ko smo imeli ta celodnevna izobraževanja, sem tam odvodila neke dele in dosti ene koordinacije, ki pride zraven v kompletu. Kakšne so pa vaše naloge? Recimo zdaj v tem hipu se ukvarjam s tem, da vsi prevozi štimajo, da so vsi nameščeni v Rušah na Teznu, da so vse lokacije, kjer prostovoljci sodelujejo, pokrite, da vsi zares vejo, kaj delajo, da jim je okej. Tako da ja, mi je lepo videti vas vse povsod v teh vijoličnih majčkah in vas srečevati po prizoriščih. S katerimi izzivi pa se vi trenutno soočate? Pa danes je za mene prvi zelo, zelo miren dan. Vsi so nameščeni od tujih prostovoljcev. Zdaj, ko se začenja več dogajanja na športnih prizoriščih, malo te koordinacije, kdo v kateri izmeni, kdo kje kdaj je in te stvari. Ne vem, tako kar teče gladko se mi zdi, da zdaj, ko smo dali skozi to otvoritev, ki je bila resen zalogaj za vse oddelke, da je kar steklo malo vse skupaj. Ali ste bili tudi vi kdaj prostovoljka? Ja, tako že od srednje šole naprej.
Tako da mi je to delo tako zelo ljubo in blizu in se mi zdi tudi vse te izobraževalne vsebine in te stvari, ki jih pripravljam, ja, nekaj pride skozi izobraževanje moje, nekaj pa predvsem zaradi tega, ker sem jaz bila tolikokrat v teh situacijah in ja, se mi zdi tako na nek način naravno to potem širiti naprej in lepo. Tako da mi je fajn tudi tako iz čisto osebnega vidika na tem oddelku sodelovati in soustvarjati ta festival. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in odgovorili na vsa naša vprašanja. Vsem prostovoljcem pa želimo, da bo festival potekal čim mirnejše in da bojo prostovoljci res najbolj zadovoljni in da bojo ves čas posvetili sebi in vsem, ki potrebujejo pomoč in da bo res vse steklo gladko, tako kot mora biti.